Ja, večjo. S tem fižolčku si pa res ne moramo pomagati. A si prepričan, a je to tvoja zadnja želja? Ja, itak večjo žogo rabiva. Okej, počakaj malo. Wow, tole pa je žoga. Pa sej to je globus. Globusa pa res ne moram brcati. Zakaj ne? Lej, če si jaz nekako državo, si lahko maščuješ in jo pošteno prebrcaš. A ti res misliš, da bom s tem kaznoval države, ki napadajo druge in končno ustvaril mir na svetu? Si pa res optimist. Seveda, optimizm je nujno potreben za preživetje, drugače ti pa povem, tole ni ravno navadni globus. Prisloni uho nekam in boš videl, kaj se bo zgodilo. Ja, spet si nekaj izmišljuješ. Pa, če ti rečem, No, ne ti bo, ki je svoj. A, tule. Ej, čakaj, pa se res nekaj sliši. No, sem ti rekel, tole je prav poseben globus. Kaj pa druge države so, a se tudi na njih kaj čuje? Takle ti predlagam, tamle je obešalnik, globus nesma tja in ga zavrtma, pa ma vidno, kaj se bo naredilo. No, zdaj pa zavrt. Naš globus se je zavrtel, a se je kar hitro ustavil. Dobrih 8 ur vožnje z avtom proti vzhodu je država Srbija. Ob meji z Bolgarijo je kraj Niška Banja, kjer izvira zdravilna topla voda, zato so tam znamenite toplice. Poznali so jih že stari Rimljani, saj je ta voda zelo zdravilna. Od tu prihaja ponarodela pesem, ki govori o živahnem življenju v toplicah, kjer se je marsikdaj zgodila tudi kakšna navihana ljubezenska avantura. Mi vam bomo zapeli le prvi 2 kitici za vsebino. V Niški Banji, kjer je topla voda, se dogajajo same zanimive dogodivščine. Refren bo v romskem jeziku. Kitici pa boste morda razumeli, saj bosta v srbščini. Topla voda,
in pristali smo v Izraelu. To pa je sedaj nevarno področje, saj veste, da je tam vojna, kaj ne? Ampak mi se bomo usmerili na kulturno dediščino te dežele. Ste vedeli, da ima Izrael najvišje število muzejev na svetu na število prebivalcev? A ni škoda, da sedaj tam raketirajo največja mesta in je zato poškodovano veliko kulturnih stavb. A Izrael je znan tudi v pop glasbi, saj je kar 4-krat zmagal na pesmi Evrovizije, čeprav sploh ne leži v Evropi. A ker je država članica Evropske radiodifuzne zveze, lahko tekmujejo in njihove zmage so res velik uspeh. Mi vam bomo zapeli in zaplesali najznamenitejšo izraelsko ljudsko pesem Hava Nagila, ki jo pojejo in plešejo v kolu na raznih veselih dogodkih, kot so poroke in bar micve. Vsebina te hebrejske pesmi je: veselimo se z radostnim srcem, prebudite se, bratje. Iz Izraela pa poletimo v eno ogromno državo, ki prav tako doživlja vojne čase. To je velika Rusija. Je največja država po površini na svetu. Razteza se čez 11 časovnih pasov in meji na 14 držav. Žal pa jo uvrščamo na najnižja mesta po merilih demokracije in človekovih pravic. Kljub temu je njena kultura raznolika in zanimiva.
Od tam prihaja ponarodela pesem Kalinka, ki je bila napisana za neko gledališko predstavo. Zaradi preprostosti in efektnosti je kmalu postala popularna po vsem svetu. Vsebina pa je seveda ljubezenska. Kalinka moja, ti si kot v vrtu malina, kar tja pod borovcem me položite spat, tam je blizu moja Kalinka. Zapustili smo Evropo in že smo v živahni Mehiki. Morda ste že slišali za mehiške narodno-zabavne ansamble, ki se imenujejo mariači? Visoke trobente in virtuozne violine, zraven pa še kitare in tolkala. Ob njih pa razigrane plesalke, ki jih prepoznamo po širokih krilih, ki so na spodnji strani živopisano okrašene. Plesalke ta krila obračajo tako, da valovijo in ustvarjajo pisane vzorce. Moški pa na glavah nosijo velike slamnate klobuke, ki se imenujejo sombrero. No, vsega tega imamo na našem odru samo za vzorec. Slišali pa boste lahko mehiško pesem z nenavadnim naslovom El Jarabe Tapatío, kar pomeni pekoča omaka iz sadeža tapatío.
Prestavili smo se v Južno Ameriko, kjer najvišje leži država Venezuela. Spoznali bomo poseben ples sebokan. Beseda sebokan pomeni cedilo, ki so ga uporabljali za stiskanje sadja. Plesalke bodo plesale okrog droga s trakovi tako, da se bo na drogu izrisala lepa pisana mreža, kot mreža na pravem cedilu. A seveda le takrat, če bodo plesale po pravilih in če bodo na koncu to mrežo tudi pravilno razvozlale. Sebokan je torej več kot le ples, saj poudarja pomen reda in upoštevanja pravil. Če namreč samo ena od plesalk prekrši pravilo, kako naj se med plesom giblje, potem ples ne bo uspešen. Upamo, da bo našim dekletom uspelo pričarati lepo mrežo na steber. Držite pesti! Spet smo poleteli v Severno Ameriko, tokrat precej višje, kjer se nahaja Kanada. V kanadski provinci Arkadija živi staroselsko ljudstvo Mikmak. Pesem Višten je ena od redkih otroških pesmi tega ljudstva, ki se je ohranila. Vse besedilo je popolnoma izmišljeno in prav nič ne spominja na današnjo kanadsko govorico. Pesem je ves čas hitra, v njej se menjavajo različni taktovski načini. Slišati bo prav enostavno, a mi smo se morali kar potruditi, da smo osvojili te nenavadne ritme in besede. Hare
Na kaj pomisliš, ko slišiš besedo indijanec? Na barvito perjanico, na zgubane obraze ameriških staroselcev, na njihove znamenite krike, pa na lepo indijanko Pocahontas, ki smo jo spoznali v Disneyjevi risanki. Pa sploh veste, od kod izvira naziv indijanec? Ko je Kolumb leta 1492 odkril Ameriko, je mislil, da je prišel v Indijo. Zato so prebivalce poimenovali Indians. Danes je to za pripadnike redkih ohranjenih plemen grozna žaljivka. Tudi izraz rdeče koščci je zbadljivka. Poimenovati jih moramo kar ameriški staroselci. Ti so živeli po vsej ameriški celini od Aljaske preko Kanade do Južne Amerike. Njihov način življenja je prava zakladnica modrosti. Na primer, imeli so pravilo, da moraš otroka do 7. leta starosti ves čas le ljubkovati, cartati in ujčkati, saj kaznovanje in jok sploh nista dobra za tako male otroke. Zato jih niso nikoli kregali, poniževali ali tepli. Če otrok ni nehal jokati, so nekatere mamice pogosto jokale skupaj z njimi, da bi mu pomagale preboleti vse, kar ga je tako užalostilo. Fino, a ne? Po drugi strani pa so otroci zelo kmalu začeli prevzemati odgovornost zase. Do 10. leta so si morali znati sami poiskati oblačila iz narave in poskrbeti za hrano za vso družino. Imeli so tudi odlično razvit občutek za naravo. Niso je izkoriščali in uničevali, ampak je bila njihova najboljša prijateljica, saj jim je dajala vse za življenje. Pesem, ki vam jo bomo zapeli in zaplesali, je ponavljajoča hvalnica naravi in stvarniku. Stavek, ki se bo največkrat ponovil, je indijanska molitev. Naj hodim po pravi poti in naj bom kot veter, močan in svoboden. Hey,
O, kako lepe plaže, palme in mivka. Seveda, to so čarobni Havaji. To sanjsko otočje je v svojih zgodbah omenjal že slavni kapitan Cook. Danes pa svojo lepo naravo, podvodnim življenjem, neskončnimi plažami in svojevrstno kulturo predstavljajo enega največjih zakladov za turiste. Največji havajski otok ima zanimivo ime, ki si ga boste hitro zapomnili. Sendvič. Sicer pa se morje, ki obliva te otoke, imenuje Tiho morje. Morda pa so prav zato lepe Havajke, ki so okrašene s cvetnimi kitami, vedno tako mile, nežne in prijazne. A glasbena kultura na otokih je pa zelo živahna. V njihovih popevkah prepoznamo posebno havajsko kitaro, ki ima tak zavijajoč zven. V zadnjem času se je tudi pri nas razširila majhna kitarica ukulele, ki ima svoje domovanje prav na Havajih. Nekaj ukulel imamo tudi pri nas na šoli in prve učenke izbirnega predmeta že znajo malce zabrenkati, lahko jih boste slišali. Mi smo za vas pripravili ljubko otroško pesem z naslovom Pupu, hinu, hinu, ki govori o priročni igrački iz narave, o morski školjki. Pesem v prevodu pomeni: Školjkica moja draga, povej mi svojo zgodbo. A ste tudi vi že kdaj prisluhnili, kako skrivnostno šumi školjka? Naš globus se je močno zavrtel. Prišli smo na veliko celino Afriko, natančneje v državo Kenijo, ki ji pravijo prestolnica safarija. Kenija ima skoraj 50 nacionalnih parkov in rezervatov. Tam srečamo obilje divjih živali, od velikih sesalcev do neverjetno pisanih ptic. Naša pesem pa ne bo govorila o živalih, ampak bo tenkočutna ljubezenska balada z naslovom Malajka ali Moj angel. Napisana je v enem od najbolj razširjenih afriških jezikov, to je govorica Svahili. Malajka je izpoved revnega fanta, ki se je zaljubil v premožno deklico in ve, da nimata skupne prihodnosti, saj ji bodo starši poiskali bolj bogatega moža. No, pa postanimo zdaj malce otožno romantični.
Ostajamo v Afriki. Znašli smo se v Gani, po ozemlju precej mali afriški državici, ki pa ima kar 31 milijonov prebivalcev. Gano imenujejo tudi Zlata obala, saj je v njej veliko zalog zlata. Ponašajo pa se tudi z rjavim zlatom, ki mu mi rečemo kar kavna zrna. In ker ga izvažajo v velikih količinah, je to njihovo rjavo zlato. V Gani najdemo velika in moderna velemesta, obkroža pa jih skrivnosten divji svet, kjer živijo starodavna plemena, ki gojijo svojo kulturo in so močno povezana z naravo. Iz Gane prihaja otroška pesem, ki so se jo otroci igrali podobno kot pri nas gnilo jajce ali kakšno drugo igro na izpadanje. Vsebina pesmice je preprosta. Pazi, da se ne boš kresnil s kamnom po roki. Pa prisluhnimo in poglejmo, kako se otroci igrajo v Gani v Afriki. Takole pa bomo naredili en krog, malo se razširite še, razni tudi so kamenčki. Ja, pa tile kamenčki so taki, da se res lahko kresneš po prstu, če nisi pozoren. Tole vsak vzame 2, kar se ostane, pa še vesene. Tako, zdaj pa bomo v tej prvi igri boste imeli samo en kamenček, enega lahko date takole nazaj na hrbet, in bomo z desno roko prestavljali kamenčke v desno smer, tako po ritmu, ne? Pa paziš, da to delaš res v pravo čas. In boste najprej položiš pred seboj, potem ga pa dvigneš v zrak, potrkaš z njim, kot da se sliši, pa daš nazaj. In potem eno roko, tole desno roko zadržiš, z levo pa daš kamenček čez. Tako sosedno. No, pa prosim. Ja, jaz pa vseeno mislim, da bomo poskusili še eno zdaj zelo hitro verzijo, pa boste zelo zbrali. Tako ste tudi pri drugih plesih. Še vedno ostajamo v vroči Afriki. Namibija je afriška država, ki ima veliko puščavskega ozemlja. Znani sta puščava Kalahari in Namib,
po kateri ima država ime Namibija. Seveda je to tudi moderna dežela z velikimi mesti, kot jih poznamo drugod. A ko se mesto konča, kar takoj padeš v puščavo brez vode in mestnega vrveža. V teh puščavskih delih pa so se dobro znašla starodavna nomadska ljudstva, ki so ohranila povsem svoj način življenja. Ker so se prilagajali vremenu in zalogam hrane, so se kar naprej selili. Zato si niso zidali velikih zidanih hiš. Vedeli so, da jih bodo kmalu zapustili. Za zidarski material so uporabili to, kar jim je nudila narava. Vse to je po njihovem odhodu kmalu razpadlo in spet postalo neopazni del narave. Mi pa se sedaj osredotočimo na njihov jezik, ki je vseboval tudi zanimivo črko, ki je v naši abecedi ni. To je glas, ki se naredi s tleskom jezika, takole. Ta glas je sestavni del mnogih njihovih besed. Zelo poznana je otroška namibijska pesem, v kateri otrok poje o tem, da bi rad šel z vlakom k svoji mami. Gotovo boste v pesmi prepoznali besedo mama, saj to besedo uporabljajo po vsem svetu. Slišali pa boste tudi nekaj besed, ki se končajo s tleskom jezika. Prisluhnimo torej namibijski otroški pesmi Grem k svoji mami. Zdaj pa nas je poneslo nekam na vrh našega globusa. V mrzle kraje proti severnemu tečaju. Torej tja, kjer živijo Božiček in njegovi sodelavci. Laponska se imenuje ta severna dežela. Ampak poleg Božička živijo tam tudi običajni ljudje. In lahko si predstavljate, da so njihova oblačila močno podložena. Za bivališče si včasih naredijo kar kopasti iglu iz snega. Saj je tam tako zelo mrzlo, da se zlepa ne bo stopil, pa čeprav se v njem stiska cela družina. Sicer pa imajo Eskimi za besedo sneg kar 70 različnih besed. Saj je sneg nekaj, na kar se pač najbolje spoznajo. Največkrat se na dolge razdalje prevažajo s sanmi, v katere so vpreženi močni vlečni psi. Ponekod pa imajo za vleko tudi severne jelene. Ja, res nenavadna in zelo mrzla dežela. Ampak
Tudi tukaj se otroci igrajo in si izmišljujejo svoje igre, ki so povezane s takim življenjem, kot ga poznajo. Predstavili vam bomo eskimsko otroško pesem Atekate Nuva, v kateri boste spremljali kratko zgodbo o lovu na severnega jelena. O, kako daleč smo se zavrteli. Pristali smo na Novi Zelandiji. To je dežela na 2 velikih otokih, ki skriva starodavno kulturo prvotnih naseljencev, ki se imenujejo Maori. Ste že kdaj videli njihov bojni ples, imenovan haka, s katerim želijo pregnati sovražnika? Moški plesalci glasno butajo z nogo ob tla ter razkazujejo svoje mišice in dokazujejo moč. Zraven pa stegujejo jezike, da bi bili podobni hudiču, ki bi se ga sovražnik prestrašil. No, mi vam danes ne bomo predstavili te divje hake, ker vsi skupaj nimamo toliko mišic in tako dolgih jezikov. Izbrali smo eno od bolj spevnih ljudskih pesmi, ki poudarja pomembnost medsebojne podpore. Pesem Tuti Ramaj v prevodu pomeni: Povežite se, ljudje, bodimo enotni in vsi skupaj sledimo znanju in ljubezni. Kar lepa vsebina tudi za današnji čas, kaj ne?
smo že na Kitajskem. O, velika država je to. Si predstavljate, koliko je 1,4 milijarde prebivalcev? Po velikosti je to 4. država na svetu. A danes skoraj da ni države, kamor Kitajska ne bi izvažala svojega blaga. Tudi Slovenija je polna kitajskih trgovin, restavracij in podjetij v lasti kitajskih šefov. Ako začneš raziskovati kitajsko kulturo, si lahko popolnoma očaran. Kitajska svila, porcelan, kaligrafija, pagode in pahljače, pa ples in glasba, vse je tako edinstveno, da je razpoznavno že oddaleč. Pa ostanimo le pri glasbi, ki jo zaradi značilne 5-tonske lestvice takoj prepoznamo. Tudi naša pesem je napisana v kitajski pentatoniki. Naslov Moli Hua v prevodu pomeni cvet jasminovega grma. Na Kitajskem je jasminov cvet narodni simbol, kot pri nas rdeč nagelj ali rožmarin. V naši pesmi se lepota nežnega belega cveta primerja z nežnostjo mlade ljubezni, ki lahko oveni prav tako hitro, kot nepremišljeno utrgan jasminov cvet. Pristali smo na celini, ki jo edino med vsemi celinami poseda le ena država. To je Avstralija, ki je 6. največja država na svetu. Zelo je oddaljena od vseh ostalih celin, zato se je tukaj ohranilo veliko čudovitih živali, kot so kenguru, koala, kljunaš, vombat, emu in druge. Ohranja pa se tudi spomin na kulturo prvotnih prebivalcev aboriginov. Aboriđine spoznate po značilnem potlačenem nosu, kot bi ne imeli hrustanca v njem. Ker živijo v vroči puščavi, so največkrat brez oblačil in si telo poslikajo z barvami iz narave. Aboriđini so vedno živeli v popolnem sožitju z naravo. Prepričani so bili, da zemlja ne more biti nikogaršnja last in pripada vsem enako. Zato se niso znali boriti proti novodobnim potrošniškim idejam. Ko je bel človek začel postavljati na njihovem ozemlju velemesta
in aboriđine odrivati v puščavo, so ta plemena začela izumirati. Zaradi slabih življenjskih razmer so se med njimi začele pojavljati mnoge smrtonosne bolezni in cela plemena aboriđinov so pomrla. Danes jim država daje več pravic, zato njihovo število spet narašča. Iz zakladnice aboriđinskih pesmi smo izbrali uspavanko, s katero so matere umirjale svoje otročiče. Med plesnimi koraki boste lahko opazili kretnje, ki otroku sporočajo, da naj ga ne bo strah, da bi k njemu v sobo prišel kuščar Gekon. Mamica z rokami pokaže, kako bo odgnala plezajočega kuščarja. Znašli smo se na spodnjem delu Azije, v Maleziji. To je dežela na dveh ločenih ozemljih, na polotoku in na otoku. Ta dežela je nekakšna mešanica zelo tradicionalnega in povsem modernega. Tu najdemo velika velemesta z neskončnimi nebotičniki, pa tudi neskončna zelena čajna polja ter pragozdove z pestro floro in fauno. V Maleziji velikokrat piha veter, ki prijetno ohlaja vroče ozračje. Morda se prav zato tam otroci radi igrajo igro spuščanja zmaja na vrvici. Naša malezijska pesem ima naslov Wow Bulan. Beseda wow se nanaša na vrsto velikega veternega zmaja, bulan pa pomeni mesec. Tako Wow Bulan pomeni mesečev zmaj. Pri nas so vetrni zmaji običajno rombaste oblike, ta mesečev zmaj pa je povsem drugačen. Vedno je zelo lepo okrašen. Razpon kril pa ima tudi do 3,5 metra. Naša pesem je otroška pesem, v kateri otrok prigovarja svojemu zmaju, naj poleti čim višje na nebo.
Malce levo smo se prestavili in že smo v Indoneziji. Prebivalci so tu navajeni številnih potresov in tega, da se njihovih 150 vulkanov prebuja, kakor se jim pač zljubi. Z vsem tem so se morali sprijazniti, saj po drugi strani obilica vulkanskega pepela prispeva k visoki rodovitnosti prsti in omogoča dobre razmere za življenje. Morda pa je raznovrstna in odlična hrana kriva, da ima najznamenitejša otroška pesem iz Indonezije naslov Rasa Nusantara, kar pomeni okusi iz pokrajine Nusantara. V pesmici bomo omenili kar nekaj njihovih značilnih jedi, sicer pa je pesem sestavljena iz 4 različnih plesnih melodij. Japonska, država,
ki je razprostrta kar po 7000 otokih in otočkih. Pomislite, koliko otokov ima pa Slovenija? Blejskega pa nič več. A japonska kultura je zelo raznolika. Gotovo ste že slišali za haikuje, ikebane, origami, za nežne gejše in pogumne samuraje ter njihove ostre meče. Naša japonska pesem je iz zakladnice ljubezenskih ljudskih pesmi. Njen naslov je Akai Hana in pomeni rdeča roža. Če fant dekletu pripne rdečo rožo v lase, ji s tem izkaže svoja najgloblja čustva. V drugi kitici pa se Akai Hana spremeni v Shiroi Hana, torej v belo rožo, ki pa izraža čistost in iskrenost med zaljubljencema. Smo se znašli v Afriki. V spodnjem delu te velike dežele je bilo včasih veliko Zulu kraljestvo. Ozemlje je sedaj razdeljeno med nove države, zato Zulu država ne obstaja več. A ostaja pa živ poseben Zulu jezik, v katerem se je ohranilo veliko pesmi. Ena od najbolj razširjenih afriških je Siahamba, enostavna ritmična pesem, ki pa skriva v sebi zelo velik pomen. Afričani jo imenujejo pesem svobode, saj govori o tem, da smo kot skupnost, ki jo vodijo isti ideali, zelo močni, pravzaprav nepremagljivi. Saj gotovo veste, da so Afričani v svoji zgodovini že veliko pretrpeli. Najprej so jih beli osvajalci kot sužnje prodajali po vsem takratnem svetu. Nato pa so v Afriki uredili tako politično ureditev,
da črnci v svoji deželi niso imeli nobenih pravic. In to pesem so Afričani prepevali vedno, ko so se hoteli dvigniti iz svoje žalosti in zatiravskim belcem povedati, da jim nikoli ne bodo mogli vzeti njihove vere in upanja. Torej, Sia Hamba, pesem svobode. Ostajamo v Afriki, ampak v državi Zambiji. Ime je dobila po veliki reki Zambezi, v kateri mrgoli krokodilov in nilskih konjev. Tudi sicer je v tej državi v osrčju Afrike veliko divjih živali in veliko nacionalnih parkov, kjer si turisti lahko pobližje ogledajo leve, leoparde, žirafe in ostale nam nepoznane živali. Naša naslednja pesem pa bo spet v tradicionalnem Zulu jeziku in nas bo nagovarjala, da skupaj prehodimo pot, ki je pred nami, saj nam bo tako gotovo lažje in bomo prej prišli do cilja. Aya,
vroče Afrike pa smo se zavihteli spet v Indonezijo, ki smo jo danes že spoznali v pesmi Rasa Nusantara. Se spomnite, da smo omenili 150 indonezijskih vulkanov? Nismo pa povedali, da po številu otokov Indonezija krepko prekaša prej omenjenih 7000 japonskih otokov, saj se razprostira kar na 17508 otokih in otočkih. In eden od turistično zelo znanih otokov je otok Bali. Tam so se ohranili starodavni obredni plesi, s katerimi so odganjali zle duhove. Vsi udeleženci so sedeli v krogu in več ur ponavljali ritmične vzorce iz izmišljenih besed, zraven pa so izvajali razne obredne gibe. Mi vas s temi ponavljajočimi litanijami ne bomo mučili predolgo. Priznati pa vam moramo, da se nam je ta pesem od vseh izbranih pesmi zdela najbolj nenavadna in smo v njej zelo uživali. Upamo, da bomo sedaj iz te dvorane odgnali vse hudobne duhove in bomo na koncu zasijali v čisti spiritualni svetlobi.
Povsod je lepo, a doma je vedno najlepše. Našo ljubo Slovenijo bi težko predstavili v eni sami pesmi. Morda je to lahko ideja za našo naslednjo predstavo. Pevci mladinskega zbora osnovne šole Nazarje z zborovodkinjo Katjo Gruber upamo, da ste v našem popotovanju po pojočem globusu uživali in da ste se tudi kaj novega naučili. Želimo vam, da bi nekoč obiskali vse te daljne dežele in v živo spoznali to pisano drugačnost. Od vas se poslavljamo s pesmijo o Sloveniji, ki jo vsi dobro poznate. Zato vas povabimo, da pri refrenu vstanete in se nam s petjem pridružite.